Gospod minister, pri Mercatorju bi se ustavil. Kako komentirate namero prodaje Boška Šrota? 50% pač 50% lastništva deleža Mercatorja. No, jaz mislim, da ni nobene potrebe po prodaji tega deleža. Tudi smešni, naravnost smešni izgovori gospoda Šrota, češ da je teror urada za varstvo konkurence razlog za njegovo namero po prodaji, je deplasiran. Namreč urad je uvajal postopke že pred pol leta, ko so bile cene delnice, naprimer Mercatorja, za 60, 50, 60% više, kot so danes. Torej, povsem racionalno bi bilo, da bi takrat prodajal, recimo Mercator, če bi bilo v to razlog, pa ni. Sedaj se je to odločil. Kakšne pa po vaše? No, jaz mislim, da je to en slepilni manever, da mora biti bo štartov z nekaterimi procedurami, lahko celo to, da bo zbiral kakšne ponudbe in s tem, kako bi rekel, pogreval in odpiral teme nacionalnega interesa v slovenskem prostoru. Jaz sem pa še vedno prepričan, da je nacionalni interes to, da imamo Slovenke in Slovenci na voljo kakovostne izdelke, slovenske izdelke po optimalni ceni na prodajnih policah slovenskih trgovin. Pa če bi prišlo do prevzema strani ene tuje velike trgovske verige, ker verjetno drug subjekt gospodarski ni sposoben tega v Sloveniji, se recimo med trgovci iskano. No, mene zelo žalosti. Kaj to pomeni za 12 000 delavcev, kaj to pomeni za največjega trgovca? Mene zelo žalosti, da se sodobni menedžeri in v okviru katerih je tudi žal, ali pa recimo temu ena skupina tehle menedžerjev, v okviru katerih je očitno tudi Boško Šrot, pravzaprav ne zavedajo tudi poleg seveda te osnovne poslovne logike tudi neke morale, neke odgovornosti v slovenskem gospodarskem prostoru. Ekonomisti, teoretiki, ki so napisali številne knjige, izjemno poudarjajo tudi neko odgovornost teh ljudi, tako do nacionalnih ekonomij, do ljudi, do zaposlenih in do njihovih uporabnikov oziroma kupcev. In to pogrešam pri tem gospodu in s temi pravzaprav lahkotnimi izjavami je pravzaprav poteptal ta načela, pa temu se niti ne čudim, se je novodobni, hitro zrasli menedžer in očitno še ni prebral poglavij, ki govorijo tudi o morali in o neki odgovornosti. In kakšna igrica je vzadje tega, za teh, kot vi pravite, za temi slepilnimi manevri prodaje Mercatorja? Recimo, mora biti gotovo, gospod Šrot oziroma skupina Laško potrebuje nek svež kapital, in v teh zaostrenih finančnih razmerah je to razmeroma težko dobiti. In lahko, da je tudi ta sredstva pridobil s pretvezo, pač da bo del svojih naložb dezinvestiral in s tem poplačal oziroma s tem garantiral za poplačilo dolgov. Seveda je lahko to zgolj pravzaprav neki izgovor, neka namera, ki potem se seveda ne bo udejanjila. Ok, najlepša hvala. Hvala.